Živjo. Vas zanima, zakaj izgubljamo energijo in kako si jo lahko povrnemo? Potem ostanite z mano, kateri razkrila bom, kako v 7 korakih nehati izgubljati svojo dragoceno energijo. Pa se najprej dotaknimo, kje vse pravzaprav lahko izgubimo največ naše energije. In začnimo. Prvo sigurno, ko o nekom preveč dolgo časa razmišljamo. Kjer je naša pozornost, tam je naša energija. Torej, kjer so naše misli, tam je naša energija. Potem, ko negativno razmišljamo o sebi ali drugih, torej se samo obsojamo ali obsojamo druge. Tudi tukaj nam uhaja veliko naše dragocene energije, kajti to pomeni, da nismo situacije sprejeli oziroma da nismo sebe sprejeli takšni, kot smo. Ko ne izražamo svojih čustev ali jih zadržujemo, tudi to nam škodi. Vse to, kar se v nas dogaja, je potrebno na nek način sprostiti. In zato obstajajo tehnike, meditacije in načini, ki ti pomagajo vse to, ves ta balast, transformirati, zato da lahko zadihamo svobodneje. Ko recimo se jezimo na glas ali v mislih na druge, se veste, ko se z nekom skregamo in potem doma v mislih podoživljamo znova in znova ta dogodek in dokazujemo, kdo ima prav, kdo nima in tako dalje. Tudi tukaj nam gre veliko naše dragocene energije. Če sanjarimo, ko ne spoštujemo lastnih dogovorov in odločitev. Mi, ljudje, smo zanimiva bitja. Ko se nekaj odločimo, potem zlahka tudi prekličemo. Ampak, če gledamo z energijskega nivoja, potem naša odločitev je del nas in določa našo integriteto. Zato je zelo pomembno, da pazimo, kaj govorimo, kaj se odločamo in temu sledimo. Rajši ne rečite ničesar, kot obljubite nekaj, kar niste sposobni narediti. Tudi pri nezavednem spolnem odnosu, ki temelji zgolj na užitku, izgubimo mnogo naše energije. Potem, kadarkoli delamo proti sebi, ko imamo neke svoje užitke, s katerimi polnimo svojo notranjo praznino. Tudi tukaj gre veliko naše energije. Lahko tudi pri upravljanju dela, ki ga sovražimo, ali pa ga ne sprejemamo, ali pa ko smo močni čustveni reakciji. Jeza, strah, žalost, zamere, sovraštvo. Torej, zagotovo ste se našli vsaj v enem izmed stvari, ki so največji pobiralci življenjske energije. In zdaj, kaj narediti, da s tem prenehamo? Prvi korak, odločitev. Odločiš se, da nehaš izgubljati energijo. Takoj zdaj se odloči. Drugi korak, pregled. Pregledaš področja, ki ti uhaja največ tvoje energije in jih poskušaš zajeziti. Torej, če veš, da so to čustva, delaj na čustveni inteligenci, sproščaj, celi, kar je potrebno, zato da se ne odzivaš več tako burno. Če so to misli, zalezuj svoje misli, kje so, večkrat na dan se spomni na to, kam je šla tvoja pozornost, preteklost, prihodnost, kam, kje si. Bodi v telesu tukaj in zdaj, potegni svoje misli navznoter. Če so to načini delovanja, recimo, tako kot sem prej rekla, nekaj obljubiš, pa ne narediš, tudi to škodi tebi in drugim. S tem izgubljaš zaupanje vate in prav tako samozaupanje. Še samemu sebi na koncu več ne zaupaš. Torej, preglej stvari in tiste, ki ti najbolj škodijo, najprej omeji oziroma delaj na tem,
da nehaš delati po starem. Tretji korak, ozaveščanje. Vprašaj se, zakaj to delaš in v bistvu, zakaj to podpiraš. Škodljive načine delovanja, ki ti ne prinašajo ničesar dobrega, lahko spustiš, lahko začneš delati drugače, če se seveda za to odločiš. Četrti korak. Začni izločati napačne načine delovanja. Torej, tako kot sem prej rekla, ozaveščaš, zakaj podpiraš in zdaj izločiš to. Ja? Nehaš to delati. Šesti korak je preprečitev nadaljnjih izgub. Kot sem prej rekla, začni opazovati še bolj sebe, svoje misli, svoje občutke. Za nekatere stvari že veš, da se ne izidejo vedno najbolje, če jih uporabljaš. Zato jih nehaj uporabljati. Nehaj uporabljati jezo ali žalost ali manipulacijo, ker ne narediš s tem nič dobrega. Najdi druge načine, lepše načine, ki te bodo popeljali na drug nivo, na drug teren in z drugimi ljudmi. In kot zadnji, 7. korak, deluj in vztrajaj. Nič ne bo šlo čez noč. Uporabi vso svojo disciplino, kar jo premoreš, ker jo bomo potrebovali za vse te spremembe, ki sem jih navedla v prejšnjih korakih. Nujno je, da se zavedaš, da je treba vztrajati in da je treba biti potrpežljiv sam s sabo. Naše učenje gre po korakih. Tukaj smo vsi zato, da se nekaj naučimo. In dejansko se učimo celo življenje. Vem, to smo že 100-krat slišali ali pa milijonkrat, ampak res je tako. Zato bodi v sebi, vztrajaj in deluj na novo. Zmoreš, vsi zmoremo. Zakaj? Ja, zato, da imaš še več energije, ki jo lahko usmeriš v druge stvari, v svoje načrte, v svoje cilje, ki jih imaš, dolgoročne, kratkoročne, v sebe. S tem v bistvu vlagaš v sebe. Želim vam veliko uspeha in predvsem smotrno uporabo lastne energije, ki je v bistvu največji zaklad, kar ga imamo. Bodite lepo. Čau, čau.